Ob svetovnem dnevu kolesarjenja smo za vas pripravili kolaž razmišljanja o prometu mladih osnovnošolskih kolesarjev, članov kolesarskega krožka osnovne šole Jurija Vege v Moravčah. Spremljali smo jih na kolesarskem izletu od Moravč do Zagorja in nazaj, delno tudi po novi kolesarski stezi Primoža Rogliča. Te misli, ki so odraz zdrave pameti, vam ponujamo v razmislek. Torej, poslušajte in si ustvarite mnenje. Tukaj je vključevanje pri pošti na cesto. Kako se vključujemo? Kot skupina, vsi skupaj. Ne. Bravo. Čisto vsak zase pogleda na cestišče in potem se vključuje v promet. Da ne peljemo en za drugim. No. Ko se pogovarjamo, se tudi ponavadi gledamo, a ne? Ko se pa vključuješ v promet, je pa tudi neka komunikacija, Jakob, a ne? Matic. To je komunikacija v prometu. Vsak, ko se vključi v promet, mora nekako komunicirati z svetom. Tam v prometu so pa avti, pa ne samo avti, pa je še kak traktor, pa so drugi kolesarji, pa razni, a ne, vozniki. In je treba res imeti napete oči, da spremljamo prometno. Koliko je bilo to stresno v bistvu za vas, ker se je nabrala za vami cela kolona jeznih voznikov? Pa ne, dok ne pogledaš nazaj v redu. Pa tudi itak vsem ti je, pač če v prehitu bo, drugače bo počakal. Pač ti se itak ne moš nikamor umakniti, tako da nimaš izbira, kaj sam furaš. Pravi, ti si tako flegma in to je to? To je to. Ampak rekel si, če ne pogledaš nazaj, ne veš, ne? Ampak tvoja naloga je, da malo razmišljaš. Sam tako veš, da so avti za tabo, pa da ne moš nič drugega in pa ti je pač vsem. Pa prehiti lahko prostor. Moramo pustiti, da nas prehitijo, hkrati pa ne paničariti. Vse to že vemo, a ne? Mislim, izkušenj pa tudi toliko že imate, da veste, a ne? Da pač se držimo lepo roba ceste in se lepo peljemo naprej. To se vam veliko zgodi tako, da v bistvu ovirate promet? Odvisno za koga. Ne se ne zdi, da oviramo vozniku, ki je pa not, pa verjetno se mu zdi. Ja, čakaj, no, če se nabere kolona za vami, mislim, valjda ovirate, ne? Ja, pa oviramo. In? Ja, bo prehitel. Ne bomo pa trpežljivi. Če nam kak avto trobi, kaj naredimo? Se prestrašimo, pa skočimo dol s kolesa. Ne, kaj pa naredimo? Neč peljemo se. Pelješ se naprej. Ljudje so nestrpni, pa piskajo, pa kar uletajo, miške, da te hotel zbiti na... Kako biti strpan na kolesu, ko imaš opravka z oparnimi vozniki? Ker danes je en kar besno trobo. Ja, probaš ga naprej ignorirati, pa pogledaš, če si ti kaj naredil narobe, ne? Če pa pač nisi, pa veš, da pač on nima vseh koles pod streho. Drugače pa pustiš, da on pač opravi svoje, pa upaš, da te ne bo zbil. Če se on jezi na te, probaš pač ne se nazaj dreti. Moramo nek stik imeti, pa biti prijazni do ljudi pa to. A pa bi ti kot kolesar lahko naredil? Drugače? Ne vem. Problem je v tem, ker je bila cesta in ozka, in v klanec smo šli, in razpoke na cesti. In se pravi, smo mogli biti pazljivi. Nismo smeli biti preveč na robu, smo bili bolj na sredini, potem smo bili počasni, ker je bil pač vzpon. In potem to dela voznike živčne, ker ne more prehitevati. Pa tudi pač tak odsek, da zelo težko varno prehitevaš. Pač mi smo se kot skupina razdelili na manjše skupince, da je potem lahko voznik prehiteval manjšo skupino. S tem smo pač omogočali lažje prehitevanje, kot pa če bi bila pač cela skupina skupaj. Tale kolesarska na določenih predelih seka glavno cesto. Tam se ustavimo. Tako. Je pa to hitra cesta, se pravi, ni to meter 50. Ljudje pač tam radi stopijo na gas in je na dveh predelih kar nevarno. Tako da tam se ustavimo in spet velja enako pravilo, da vsak pogleda za sabo, ko prečka. Se pravi, prečkamo in se ustavimo, prečkamo in ko smo vsi čez, gremo potem naprej. Ja, pa pogleda res vsak zase, no. Ne kot horda čez, ampak vsak zase preveri.
Veliko lažje je kolesar, če imaš kakšnega ob sebi, kakšnega prijatelja, učitelja, bilo koga, da lahko pač kolesar skupaj se pogovarjaš, kakor sam. Kako lahko na kolesu v skupini, ko skupaj kolesarite, klepetate? Ja, se pogovarjamo, velikokrat v štric vozimo, tudi če ni v redu. V štric se peljete, pa rekel si, da tudi če ni v redu. Kaj zdaj to pomeni, tudi če ni v redu? Ja, po pravilih se ne bi smeli v štric voziti, ne. Bi mogel en za drugim voziti. Ampak Zakaj ne? zaradi tega, da ne oviramo toliko prometa, ker če smo v koloni oziroma drug za drugim, pa če je na 2 kolesa razdalje za avto, pola avti lažje prehtevajo nas, če ne pa pač smo v štrici in smo v bistvu kot nek avto, široki. Kaj pa če ni avtov? Ja, pa ne vem, meni se zdi v redu. Meni tudi. Po pravici povedam. Meni tudi. Se pravi, se ne počutiš kot en grešnik, da nekaj delaš narobe. No. Videl sem, da ste se vozili tudi v štric malo po kolesarski. Je bilo to v redu? Načeloma ne, samo drugače dolg cajt, ker za drugim voziti, ker pa se tudi ne slišiš tako dobro. Pa zakaj je bil to problem, ker ste se po kolesarski vozili v štric? Zato, ker če kdo nasprot pride, pa če se ti pogovarjaš s svojim prijateljem, kaj zaradi tebe, ne, pa ga ne vidiš, se lahko zaletite ali pa... Ja, pa čakaj. Vse je bilo odprto. Videl si na 200 metrov stran drugega kolesarja. Zakaj je bilo to problem? Ne vem, da smo zgled drugim, če že. Drugače pa zaradi učiteljev. Komu boš pa zgled s takim dejanjem, Ne vem. če si prazen sam na cesti? Ne vem, drevesom, ne se ne. Ne vem, če te kdo vidi iz hiše, pa tako, ne vem. Ja, ne vem, lej. Ja, jaz osebno menim, da ni bilo nič prav zelo hudo, da treba včasih neko zdravo pamet uporabljati, kjer je vse pregledno. Jaz mislim, da to ni nek tak hud prekršek, ne? Kako se odločiti, kdaj lahko pelješ v štric? Kdaj je recimo tolerantno oziroma še dopustno, da je dovolj varno, da se pelješ v štric? Je takrat, ko je prazna cesta, pa noben ne prehteva z avtom, pa da so res dobri pač pogoji, tako da ni cesta neki zmajana ful. Pa kako veš, da je prazna cesta? Ja, ko nazaj skozi gledaš, pa... O Bože, a da ste prijem gledati, da boš le lepo igral. Kaj pa, če pride za tabo en električen avto, ki ga ne slišiš? Ponavadi se ga sliš malo, ko gume šmijo. Sam če klepetaš? Ja, to je malo problem. Če ti računaš na to, ne boš slišal avto, pol je električen avto slabš, ker ga ne slišiš. Saj si navajen zvokov, pa slišiš, ne? Ja, dobro, ampak če en za tabo z dizelskim oziroma bencinskim motorjem, pa gre en z električnim prehtevat, ti ne boš slišal električnega, boš slišal še kar motor od avta za tabo. Se pravi, po tvojem mnenju, kolesarskem mnenju, bi morali biti vsi avti od zdaj naprej sam še dizli? Ja, ne vem, no. Ko v to rekel. Ne vem, vprašam. Moraš gledati na cesto, to je važno. Kar hiter je dejansko točka nepremišljenega kolesarjenja, hitro, v bistvu pride nepričakovana situacija. Videli smo srno na cesti, videli smo razpoke na cesti in zelo hitro lahko prije kakšne take težave in na njih nismo pozorni, če klepetamo, če razmišljamo o tem, kako bomo vozili po zadnji gumi. Tako da je kar pomembno, da smo ves čas fokusirani na to. Kako se pa varno, hitro pelje dol po klancu? Ne glih najbolj, ker se ne znam toliko varno peljati. Kaj, hočeš reči, da greš nevarno dol po klancu? Ja, pač moraš imeti tehnike, da te en naučite prvo pa to. No, eno tehniko mi kaj, se to me zanima. Pač če je navzdol, pa tako, da je malo bolj ovink, da notranjo nogo zmeram gor, pa zunanje zmeram dol. In potem, če je res tak ovink, se malo nagibaš. Koliko bi šel hitrejš po klancu navzdol? Ful. Do konca to, kar se da. Koliko je to? Se kdaj meriš? Enkrat sem še 72. Pa je bilo to varno? Ne. Balanca je bila že čist rahla, da bi lahko samo malo premaknil, pa padel. Koliko je pa še varno hiter voziti? 50. Kje si dobil to številko 50? Ja, pri nas je veliko klancev, ko greš na dol, ne. Na cesti je pesek in ni pa varen več. Sem bil star 10 let, 4. razred, nekaj tam okoli.
smo šli družino še malo voziti in sem se spustil dol po klancu. Je bil pa fajn pesek čez cesto nasut in mi je sam balanco vzel. In pa sem malo čez obraz, pa malo se mi je zob okrušil. Naučil sem se, da moraš res paziti, kakaj je cesta, te grbince pa to. Pa, Gledati, ne? ja, v bistvu moraš res biti bolj pozoren. Moraš biti bolj klen na kolesu kot na nogah. Kako se pa naučiti to? A kolesar? Gledati. Gledati, pa pomeni, da kar ta izkušnja, ena izkušnja malo hujša, ti pol pomaga, kako, da si bolj pozoren, da se ti ne bi to še enkrat zgodilo. Ja, samo ni škoda, da moraš padati, pa se skoraj poškodovati za to, da... Ja, drugače pa izpit malo, ko ga delaš v petmu, pa pol. A pa se na tem izpitu kaj naučiš? Malo prometa, drugače pa vožnje pa ne lih. Moraš biti bolj veliko cajta na kolesu, da pol res znaš gledati pa to. A smo šli danes prehitro? Na trenutke ja. A ja? Kje pa, na primer? Se pravi po klancu navzdol. To je bilo prehitro. Ja. Za starejše, ja. Avto imaš pa rad? Ja, že komi čakam, da star 18, da bom naredil izpit. Tudi doma malo že vozim traktor. Imaš rad avte? Ja. Kakšne? Hitre, pa ne električne. Kakšne avto imaš pa rad? Audi RS6. Odlično, fajn avto je bil. Lepo je rohnel. Drugače mi bolj všeč motorji, Kakšni motori pa? krosovci. Tudi voziš? Ja. Kje pa se voziš? Gor po vasi, pa ko imamo gor veliko majne po majnah. Ker nekaj občutka pa imajo ti vaši otroci. Zato, ker pač v bistvu so to učenci, ki veliko kolesarijo, imajo veliko kolesarskih izkušenj, v kolesarju ne uživajo in v bistvu znajo in zaradi tega so tudi sproščeni, ker obvladajo v bistvu kolo. Koliko mušic si že pojedel v svojem življenju? To pa ne šteje več. To je bilo pa, lahko rečem, že prek 100. Prek 100? Ja. Bilo kdaj boleče? Niso dobrega okusa, tako bom rekel. Mene je enkrat ena osa pičila v jezik. Mojega očeja. Tudi. Ne priporočam. Hvala, ful je bilo fajn te klepetati s tabo, tako da upam, da vas še kdaj, tako da me je veselilo. Daj poglej, kje imaš plašč, da ne v plašču kaj. Na tokratnem izletu smo se učili sožitja med kolesarji in avtomobilisti na cesti. Za vaš naslednji klik pa vam zdaj ponujamo, da poiščemo sožitje v samem mestnem jedru. Sem spada seveda sočutje do voznikov s kirojo, do gibalno oviranih, do mamih z vozički in pa seveda z vsemi drugimi počasnelami. Poglejte.